Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bi vas rad obvestil o novi obliki pravne zaščite glede kršenja človekovih pravic, ki sem jo odkril. In bi vas vse rad povabil k sodelovanju, kajti da bomo to lahko čim bolj uveljavili v Sloveniji, je potrebno sodelovanje čim večjega števila ljudi. Najprej naj pojasnim za tiste, ki me že dalj časa spremljate, da je to nova zadeva, o kateri še nisem javno spregovoril. V preteklosti sem že proučil razne načine, kako se zaščititi, in sicer sem proučeval tako kvantni korektni jezik in za sebe spremenil svoj status z uporabo kvantnega jezika v živega človeka. Naprej po postopku, ki ga je razvil David Miller in ki ga priporoča iz Anglije nekdo, ki zagovarja, da po smrti Davida Millerja, da ta njegova tehnologija jezikovna pripada celotnemu človeštvu. Potem pa sem tudi spremenil svoj status na osnovi avtoritete Russella J. Goulda. Nato sem tudi proučeval v Sloveniji gibanja v kontekstu živega človeka, kot ga najbolj razlaga Prasindikat, in tudi sem član društva Belis in sem pridobil njihove metode, orodja za pravne zaščite. Je pa tako, da društvo Belis je pod jurisdikcijo Korporacije Republike Slovenije, ker je registrirano v Republiki Slovenije, in zato seveda te elementi pravne zaščite, izkaznice, sklicevanje na imunost ne zdržijo, ker je jurisdikcija drugačna. V letu 2020 sem postal tudi del gibanja Lifeforce, z katerim tudi razvijamo določene rešitve v okviru Zakonitega zbora Slovenije. In to so dolgoročni načrti za vzpostavitev programa obnove tega planeta in ljudi oziroma vseh živih bitij na njem. Vendar pa gibanje Lifeforce še ne omogoča financiranja teh projektov in ne omogoča posameznikom dokumentacije, da bi se pravno zaščitili. Upravnica arhiva ratificiranih listin in začasna vodja držav na tem svetu, Kimberly Nguyen, je sicer rekla, da je vsem ljudem na tem svetu že pravnomočno spremenila status iz pravnih fikcij v žive ljudi in da nas več nihče ne more obravnavati kot pravne fikcije in nam na ta način karkoli vsiljevati proti naši volji. Vendar pa tega vlade ne upoštevajo in tudi ona ni sposobna bila do sedaj vsakemu človeku izdati neke
pravno veljavne dokumentacije, za katerimi bi si lahko dokazovali status živega človeka in da bi se pred policijo in drugimi agenti lahko ubranili pred nekimi zakoni ali odloki, ki so v nasprotju z našo voljo. No, sedaj pa sem odkril še novo pravno avtoriteto, v kateri vidim, da nam bo lahko praktično omogočila to pravno zaščito. Del te zgodbe je tudi gospod, ki ga poznam že okoli 10 let. Pri njem sem leta 2014 že začel študirati v njegovi izobraževalni organizaciji z imenom Gemstone University. To je gospod z imenom Kenneth Scott Cousins, ki ima izjemno močno sposobnost analiziranja, proučevanja velike količine podatkov, zgodovinskih zapisov in pridobiti širšo sliko in natančno razumevanje, kako celoten globalni denarni in pravni sistem deluje. In za sebe je že uspel na delujoč način vzpostaviti pravne mehanizme, da se je zaščitil pred kakršnimi koli izseljevanji, obdavčevanji in pritiski iz strani javnega sistema. Sedaj je združil svojo moč z človekom, ki ima dokazljivo avtoriteto na osnovi njegove krvne linije in je stopil v ospredje, da zaščiti vse ljudi na tem svetu in da se vzpostavi na tem svetu mir. In to na povsem pravno sprejemljiv način, kajti razglasil je svojo avtoriteto in ta avtoriteta je nad vsemi državami na tem svetu. Marsikdo mogoče misli, da je Slovenija neodvisna, suverena država, ampak v resnici je korporacija, ki je del kronske korporacije. Torej, vse države, vse korporacije, vse pravne entitete na tem svetu so podružnice najvišje entitete, ki se ji reče kronska korporacija. In ta avtoriteta, ki se je pojavila, ima še večjo moč kot dosedanja kronska korporacija in sedaj nudi zaščito vsem ljudem. Jaz sem si že pridobil to zaščito, imunost na kakršnekoli zakone in odloke Republike Slovenije in sedaj vabim tudi ostale, da si to priskrbijo, ker bomo z vse večjim številom lahko učinkovito izobrazili, informirali vse javne organe v Sloveniji, da bodo to čim bolj spoštovali, to avtoriteto. Prvič, za sam pristop pod to pravno zaščito sta potrebni dve priči. Torej, jaz sem si že dve priči priskrbel, da sta pričali mojemu podpisovanju te dokumentacije in sprejetju te pravne zaščite. V naslednjem koraku pa potrebujem še 3 priče, ki bodo v neposredni
bližini mojega bivališča, da se bomo lahko na ta način organizirali, ki so tudi one, te priče, zaprosile za zaščito te avtoritete. Vabim torej v prvi vrsti vse ljudi, ki so iz moje okolice. Sem v Mariboru, živim blizu Koroškega mosta, na Koroški cesti 104. Vse ljudi, ki bi radi sodelovali pri temu, naj me prosim kontaktirajo. Najdete me na Telegramu, na Facebooku, na spletu pod Valentin Rozman, me lahko zlahka poiščete. In me prosim kontaktirate, da čim bolj uporabimo to pravno zaščito, kajti v ozadju je načrt, da se na sistemsko sprejemljiv način vzpostavi mir na svetu in da začnemo razvijati nov družbeni sistem upravljanja in medsebojnih pogodb, da bomo lahko vsi v harmoniji in sožitju bivali, prosperirali in čim bolj se izražali po vseh svojih potencialih. Hvala za posluh in nasvidenje.